Brate in sestre, 4. adventni dan je. V Božji besedi slišimo: varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in skrbmi tega življenja, in da tisti dan ne pride nad vas nenadoma. Torej klic, da bi naša srca ne bi bila obtežena s čimerkoli, torej da bi bila svobodna. Kaj vse pravzaprav nas teži? Vemo, da se vse vrti okoli naših src. Zato je advent privilegiran čas, ko se zazremo vase. Papež tudi izpostavlja besedo ekologija srca, ne samo ekologija narave, na katero smo pozorni, Bogu hvala v zadnjem času, torej tudi na ekologijo srca. Zato se postavimo ob teh besedah. Včasih je večkrat pisalo v trgovinah, pred trgovinah, na vratih, zaradi inventure zaprto. Vedeli smo, da imajo notranjo interno delo, preverjajo račune, zaloge in tako naprej. Tudi advent je za kristjana duhovna inventura. Pogledamo, kako je stanje našega življenja, kaj se je nabralo v naši notranjosti, kaj vse imamo na policah duše, kakšne so zaloge, kaj vse bi bilo treba odstraniti in izboljšati. Vemo, da je najtežje spreobrniti sebe in ga poboljšati. Zato se v teh adventnih dneh posebej trudimo za to svojo duhovno inventuro, torej da nekako začutimo sebe, svojo kamrico srca. Torej, kaj bomo naredili v ta namen? Poznam družino, ki se je odločila, da v adventu 2krat v tednu ne bodo prižgali televizorja, ampak bodo zvečer za družinsko mizo drug drugemu žive ekran. Torej, kako lepo. Seveda se bomo zbirali in se zbiramo ob adventnem vedencu v molitvi. 1, 2 ali pa več. Seveda pri oblikovanju srca, pri ekologiji srca so ovire. Pridejo skušnjave, slabe misli, čemu ali je to smiselno, saj ne bom uspešen. Vemo, da vsako dobro, vsako plemenito dejanje in dobro prizadevanje ima svojega zajedavca. In seveda orodje za boj proti slabemu, temu zajedavcu, je najbolj post in molitev. Koliko Marijinih sporočil je bilo v ta namen posredovanih? Delajte na sebi, delajte in gradite mir po zakramentu spovedi, spravite se z Bogom. Tako Marija želi, pa vsi svetniki, in to je Božja želja za vse, da delamo na sebi. In seveda, in tukaj je sveta spoved tisti recept, ki nam najbolj pomaga. Če hočemo zadeti tarčo, moramo vedno streljati višje, torej in višji pogled je biti popoln in svet, torej nič več in nič manj. Torej sovražnik duš, hudi duh bo naredil vse, da človek ne bo iskreno pristopil k spovedi ali pa bo naredil kar na hitro. Torej skušnjavec ti pravi, bodi tiho, pa saj se kar v redu, torej vsaka spoved pa povzroči temeljno spremembo. Največ čudežev se danes dogaja ravno pri sveti spovedi, ki je zakrament ozdravljanja. Torej, Bog nam daje vedno novo priložnost, človek ne. Vemo, Jezus je ozdravljal in delal čudeže, najprej jim je odpuščal grehe. On je prišel v odpuščanje grehov. To je tista novost krščanstva in to, kar je Jezus prinesel. Ena misel pravi, da je Bogu najbolj všeč človek, ki objokuje svoj greh. Torej zato bodimo všeč Bogu. Uvidimo svoje šibke točke in priznajmo grehe.
Danes nasploh se veliko govori o duhovni rasti in seveda spoved je tisti najbolj preizkušen in najboljši recept, tudi v tem času epidemije. Seveda sovražnik duš bo relativiziral pomen spovedi, ampak spreobrnenje sveta in vse, kar želimo, da se spremenijo družbeno-ekonomski modeli v svetu in podobno, vse to se začne z osebno spremembo, z človekom spreobrnenjem, torej vse v smislu, kaj bi Jezus storil na mojem mestu. Torej, kako lepo bi bilo, če bi bilo več ekologije srca, torej, da bi naša srca ne bi bila obtežena, da bi bili še bolj živi, kajti živi človek je Božja slava, je zapisal sveti Irenej. Torej, pri Bogu je vse možno. Imamo na razpolago vsa naravna in nadnaravna sredstva. Torej, nismo sami, imamo priprošnike. Danes je sreda in sreda je posvečena svetemu Jožefu in že celo leto je posvečeno svetemu Jožefu in seveda tudi njega prosimo, da bi naša srca ne bi bila obtežena. Sveti Jožef, pomagaj mi postati tako iskren in čist, da bo prijateljsko oko brez strahu in skrbi gledalo v moje srce, kakor sta Jezus in Marija gledala v tvoje. Izprosi mi milost svete preprostosti in ljubezni, da se bom tebe ter Marije in Jezusa oklepal. Pomagaj mi, da ti postanem podoben v čistosti, preprostosti in ponižnosti srca. Amen.